Lepo pozdravljeni, dobrodošli, moje ime je Tanja. Smo v zadnjem od 3 predavanj v ciklu Potovanje v vesolje zavesti, katerega organiziramo pri projektu, ki je podprto s strani Ministrstva za kulturo, pridobili pa smo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajalci projekta smo Rosa Produkcija, Svetlana Dramlič, ki je danes tudi z nami, idejni vodja Raj Pertot, VR strokovnjak Antonio Giacomin in pa Center Nordung iz Vitanja kot eden od izvajalcev projekta. Torej, kot vidimo, imamo danes veliko čast, da je z nami idejni vodja projekta Raj Pertot, predavatelj zgodovine umetnosti in vizualnih komunikacij, prostorski umetnik, glasbenik in tudi performer. Veseli nas, da bomo slišali več o njegovi viziji projekta in kako nas bo svojo izvirno umetniško interpretacijo popeljal na raziskovalno pot naše lastne zavesti. Nedvomno bo tudi vizualno in doživljajsko poseben proces. Hvala, Raj, da si z nami. In pa Antonio Giacomin, ki je prav tako del ekipe, ki izvaja projekt v svojem vsakdanjem delu, pa implementira VR tehnologija in senzorske grafike v audiovizualnih projektih. Z nami bo delil izkušnje o tem, kako umetniki uporabljajo možgansko-računalniške vmesnike, kdaj se je začelo raziskovanje in kako poteka integracija teh naprav v umetnosti. Predstavil nam bo tudi primere in možnosti uporabe BCI-jev. Predno jima dam besedo, pa nekaj pravil bomo rekli, torej vsa vprašanja vas prosimo, da zapisujete v okvirček za sporočila. Ob koncu predavanj oziroma pogovora pa bomo imeli tudi debato in možnost postavljanja vprašanj. Tekom predavanja vas prosimo, da imate izklopljene mikrofone, sicer pa bomo, kot sem na začetku omenila, za namen diseminacije projekta to predavanje tudi snemali. Zdaj pa vabim k besedi Raja in Antonija. Raj, moraš se unmutati. Unmute. Dobro, se slišimo. Zdaj pa bo. Ok. Pozdravljeni v tem 3. srečanju iz ciklusa predavanj projekta Potovanje v vesolje zavesti. Na začetku najprej glas. No, glas iz nevidnih ust bo obudil srce. To je zapis, ki sem ga približno pred 30 leti zapisal v knjigo Misli. In prav glas oziroma iskanje našega glasu je osnovno gonilo raziskovanja, spoznavanja sebe in vsega, kar nas obkroža. Ko sem v najstniških letih pri naravoslovju gledal skozi mikroskop, sem v opaženih mikroorganizmih iz ozadja zaznal vesolje. Percepcijsko merilo je postalo glavno vodilo pri dojemanju nadaljnjih spoznanj o sebi, prostoru bivanja in življenju v njem. Percepcija oziroma zaznavanje in zavest sta različni komponenti stanja živosti ali zavesti doživljanja. Kako, kaj in kdo je biti. Kakšna je razlika ali odnos med mano in kozmosom, se sprašuje Maljevič v svoji sliki Beli kvadrat na belem platnu. Kako je biti jaz, kvadrat? Kako je biti kozmos, platno? Kako je biti zavest vsega ali Božje, nekaj, kar pojmujemo kot smisel za, ki je, živi in ustvarja univerzalno vseprisotno vest, zaradi katere se zavedamo naše vrednosti in pomena biti. In kaj je povod za konflikt biti del celote?
To, da delimo celoto na dvoje, troje in več, da bi postala oprijemljivo dejstvo, kot v konstruktu Edvarda Stepančiča v sliki na ozadju. Ali da bi celota dobila neko razpoznavno ime, izpopolnjeni koncept zamisli, ki bi vseboval univerzalno logiko biti, nek smisel za odnos, kjer bi bilo vse tako lepo organizirano kot v naravi, kar je. Je ja ali IA, kot v koncu 5, Kosovel izraža jasno in glasno odnos med nič in neskončnim, ki se zaveda, da živi, se giblje, gomazi in skrivnostno ve, da nič ne ve. In zato lahko sploh še kaj zazna in spozna, predvsem pa ugotovi, da še zdaleč ni vse, kajti v celoti vsega ni popustov. Vse je vse, ampak ta vse kljub vsemu še vedno živi, se hrani in se redi od življenja delov, nato hromi, odmira od konfliktov, spotikanj in napak, bolečih živosti in se spet obnavlja, predvsem od ognja ljubezni, vseobsegajočega in vsezavedajočega pomena trenutka večnosti. Trenutek večnosti, kakor v Teslovi uprizoritvi svojega izuma, se najbolje izrazi skozi ekstatično izkušnjo umetnosti, performansa, ki osvešča in prebuja luč zavesti, ki spet ve, da je, pa čeprav kot še tako majhen del celote, lahko enakovredno ustvarja kot umetnik, znanstvenik in norec, ki si zamišlja in izmišlja, samo ustvarja, izumlja svet do konca svojih dni, kjer stvarjenje je izvorni obraz živosti zavesti. Še posebno je pomembno ta spoznanja upoštevati, ko se podajamo živeti v prostor breztežnosti, ki ni naše naravno okolje. Prirejati je treba prostor našim bivanskim zmožnosti, na primer za umetno gravitacijo, kot v Nordugovem bivalnem kolesu, ki ga vidimo na sliki, ali kot v videoanimaciji mojega projekta, vesoljskega gledališča Panorama. Panorama. This space theater is a reflection of love for the content of non-gravity. The performance we watch from the facing stands through a revolving transparent element is the universe. No, v projektu orbitalnega gledališča Panorama breztežnost dojemamo kot zavestno predanost bivalnosti brez psihofizične teže. Tu je glavna izpoved živosti oddajanje sebe, torej raziskovanje, ustvarjanje in izražanje sebe v najvišjem etičnem pomenu gradnje sožitja. To je vodilo tudi v mojem projektu Mesta Spiralika. Spiralika. This orbital city is a belt megaphone dwelling system with a gradual passage to a new level. Level 1, acclimatization. Level 2, new order. Level 3, awareness. Level 4, active presence. Level 5, departure and research.
Cilj izgradnje orbitalnega mesta je raziskovanje sebe in bivanje v vseh dimenzijah kozmosa, kar podrazumeva sprejetje preobrazbe sebe, da bi se lahko prilagodili novemu okolju in življenju v avtarkičnem, zaprtem bivanskem sistemu. Da bi to dosegli, je potrebno zaobjeti stanje odgovornost do samega sebe v vsakem trenutku, kar je predpogoj za sprejetje mutacije in zavestne preobrazbe sebe. Da bi razumeli, moramo postati glas tišine, vokalna skulptura, ki postane laboratorij in eno z objektom bivalnega konstrukta. Metabolizacija živosti, razprševanja in stenja, ki se prebija skozi duh polčasa. V tem bivalnem kontekstu je nova revolucija, evolucija. Evolucija v nulto ali ničeno lepoto. Lepota niča je bivanski projekt, ki pripoveduje o zgodovini arhitekture od danes do konca arhitekture. Je zgodba o pretekli prihodnosti, je preobrazba biti v specifiko koncentrata, v bit, ki kot svetlobni žarek živi od vdiha do izdiha in je zato sposobna prebivati v vseh dimenzijah kozmosa. Za to sposobnost kompozicije in dekompozicije biti je potrebna zavest brez teže. Za arhitekta te zavesti ni toliko pomembno graditi dobro, kot spoznati, kako živijo ljudje in kvečemu graditi svet, ki ne vnaša nepotrebnega konflikta v složnost ali sposobnost sobivanja. Graditi prostor doživljanja, ki dopušča, da se življenje zgodi in dogaja v vsej svoji vrednosti in sproščeni intenzivnosti. To je intimna izkušnja bivanja kot ustvarjalne živosti, ki se razlikuje od golega preživetja. Je ekstaza izrazne modrosti, živi odraz soočenja s svojim poslanstvom. Je poglobljena refleksija o sebi, o svetu in o transu pomena biti znanje oziroma biti stanje osvobojeno kulturološkega konflikta. Stanje, kjer lahko ozavestimo podzavest in kjer je bistvo znanja v interakciji smislov in ne v njihovi tehnosti. To je stanje izpolnjenosti časa ali vse časje. Tu se izpolni zavest o soodvisnosti vseh elementov v kozmosu. Tu se zgodi preboj v nov ustvarjalni krog soustvarjanja še neslutenih oblik udejanjenosti. Vse to je uvod v naš projekt Potovanje v vesolje zavesti, kjer izpolnjujemo naš raziskovalni, spoznavni in ustvarjalni krog z zamislijo o interdisciplinarni multimedijski instalaciji, v kateri potniki obiskovalci sedijo na potovalnih sedežih in z senzorji na čelu na headsetih spremljajo zgodbo o sfingi, ki kot varuhinja znanja raziskuje jedro svoje biti na poletu skozi prostranstvo sam. Idejna zasnova za zgodbo je nastala pred leti v Barceloni, ko sva jo s skladateljem Ricardo Massarijem Spirintinijem oblikovala v zvočno pesnitev Let Sfinge. In se bo v našem projektu uresničila v zaključni uprizoritvi Potovanja v vesolje zavesti konec letošnjega leta v centru Nordu. Sfingino samoizpraševanje sloni na 3 temeljnih vprašanjih. Kdo zares ve, kdo si? Kdo zares ljubi to, kar si? Kdo zares živi to, kar si? Vprašanja so v bistvu odraz iskanja smernic za nadaljnjo pot, kakor v kratki izpovedi, ki sledi.
Samo izpraševanje, kakor v pesmi, ki smo jo ravnokar slišali, išče smernice kot vodilo za izpolnitev našega poslanstva. Odgovor na zastavljeno vprašanje zato ni končna direktiva ali kakšen točno določen zakon akcije, ampak je predvsem pomoč pri soočanju z dejstvom, da od naše specifične živosti nimamo kam zbežati. Mogoče je odgovor le dodaten poriv, da si prizadevamo živeti polno svojih življenj, še posebno, ko se podajamo živeti v prostor breztežnosti ali v neznani prostor ustvarjalnih utopij in intimnih resnic. For love, forever beside, for all my tears inside of me, I'm counting on your real support to me. I'm saying what's true in my heart, even if I don't realize my words in all their meaning. To so kratki videosegmenti možganskih grafik, ki so poglavitni del našega projekta, ki raziskovanje zavesti temelji na tezi, da so možgani ustvarjalni zaznavni organizem oziroma izpopolnjen sistem sprejemanja in oddajanja signalov psihofizičnih stanj v telesu in izven njega. Cilj tega organizma je udejanjanje utelešene misli in njeno prilagajanje spreminjajoče se resnici specifičnega poslanstva. Odčitavanje, razumevanje, spoznanj so odraz milijonov let genetske evolucije, inteligence, ki je sposobna sprejemati odločitve v dobrobit krogotoka živosti in v prid sožitja med posameznikom in njegovim bivalnim okoljem. V našem projektu je prispodoba možganskega opna instalacija, ki je v resnici projekcijski konstrukt, na katerem se izrisuje neponovljiv grafični zemljevid algoritma signalov možganskih odzivov obiskovalcev ob potovanju. Ta zemljevid v našem projektu oblikuje moj današnji sogovornik Antonio Giacomini. V potovanju v vesolje zavesti je koordinacija različnih zaznavnosti osnovni princip gibanja in življenja v fraktalnem kosmosu sinaps, kjer nič v resnici ne izgine in vse transmutira v nove oblike udejanjenosti. Tu je prikaz linearne postavitve instalacije v prispodobi sinaptičnih jader, ki jih poganjajo signali možganskih valov. Možgansko valovanje različnih frekvenc, posebej delta, teta, beta, alfa in gama, se prevaja v točno določene grafične parametre, kot je razvidno iz poskusov v ozadju. Iz teh impulzov razbiramo različna stanja meditacije, sproščenosti, budne umirjenosti, transa, osredotočenosti, koncentracije, vzburjenosti, adrenalinske fokusiranosti in tako dalje. Grafične rezultante teh parametrov so v prenesenem pomenu lahko odraz različnih stopenj intenzivnosti doživljanja audiovizualne zgodbe, ki jo bojo potniki, obiskovalci gledali na headsetih, sede na potovalnih kapsulah, ki jih trenutno izrisujejo študenti Aluoja, Akademije za oblikovanje v Ljubljani,
na internem natečaju v razredu profesorja, arhitekta Primoža Jeze. Te možganske grafike in video izsek zgodbe bodo obiskovalci imeli možnost odkupiti in bodo tako dobili še priložnost refleksije in vpogleda v njihovo miselno prispodobo. Doživljanja, potovanja skozi edinstven svet uprizoritve svoje podzavesti. S tem bi jaz zaključil moj začetni uvod in predal besedo Antoniju, ki bo pristopil k osvetlitvi našega projekta še iz svoje perspektive. Hvala, Raj. Dobro, me slišite? Mislim, da ja, ok, se aktiviralo vse. Dobro. Torej, dober večer vsem. Jaz nadaljujem z vidika kreativnega tehnologa, to se pravi iz osebe, ki bo iz ideje pretvorila v dejansko operativno inštalacijo, seveda softverskega vidika. Kakor vidite, jaz imam že senzor, ta senzor je na glavi, to je senzor, ki ga bomo uporabljali pri inštalaciji. In danes bi vas delil, kako smo implementirali, kateri je bil proces implementacije BCI tehnologije v VR-ju, ampak bi šel tudi v cel proces in malo, kateri so primeri, ki smo jih že naredili in kateri so primeri te uporabe te tehnologije v raznih inštalacijah pri umetniških oziroma sodobni umetnosti za razvoj audiovizualnih projektov. Torej, štartamo iz ene točke. Zame je software le orodje za naš um. To se pravi, da je software is a tool for the mind, je osnova, iz katerega štartamo. Štartam iz tega vidika, kajti software je tisto, kar mi omogoča, da dodam eno vrednost, dodam neko vsebino, razvijem neko novo idejo in novo metodo mišljenja. In kaj je software? Pravzaprav je koda in ta koda je v raznih oblikah, uporablja določene jezike, programske jezike in uporablja tako imenovane algoritme. Algoritmi so čisto enostavno navodila za določene operacije in ta navodila moramo seveda slediti tem navodilom in software je skupaj teh algoritmov, teh navodil. Ta navodila so, čeprav so tudi osnovna navodila, jih definiramo z določenimi elementi, predvsem v generativni umetnosti. Moramo definirati določene parametre. Tisto, kar ste že videli v prejšnji predstavitvi, je že bilo nekaj generirano, že domenjeno skupaj z umetnikom, skupaj z Rajem, kateri so liki, naprimer, ki jih bomo pokazali in bomo prikazali. Ti parametri jih definiramo kot like, ampak tudi moramo imeti določene podatke oziroma vir informacij in vir teh podatkov. V tem primeru moj vir informacij je, sedaj bom dal tudi senzor, tako vidite tudi. Ok, sedaj vidite tisto, kar mislim sedaj, oziroma ne mislim, ampak moje delovanje možgansko delovanje preko BCI-ja. To se pravi, to je vir mojih informacij, mojih podatkov. Tisto, kar je prej Raj povedal, razne frekvence, valove oziroma alfa, beta, gamma, delta, so tiste barvni stolpčice, ki se povečajo oziroma zmanjšajo na osnovi delovanja možganov. Iz teh podatkov je treba razbrati določene informacije, definirati določene frekvence in te frekvence umetniško jih opredelimo s tem, da začnemo z eno operacijo,
ki je ponavljanje oziroma transformacija teh podatkov. Ponavljanje, ker lahko to stalno ponavljamo, recimo vidimo, da v tej sliki na desni je ponavljanje, naprimer vertikalna je, tista linija je sestavljena iz raznih barv, ampak je že prepoznavno, da je neka vertikalna linija pa ena vodoravna. Te dve linije sta pozornost in tako imenovana meditacija. To se pravi, koliko sem jaz vezan na tisto, kar delam. Koliko sem poglobljen v tisto, kar delam oziroma kar gledam, kaj mislim. Sedaj moja stopnja pozornosti, če gledam, če vidite mojo slikico na desni strani, moja stopnja pozornosti je približno na 50%, pa meditacija, se pravi, koliko jaz gledam na to, oziroma sem prisoten pri tej predstavitvi, je niha, seveda, ker je malo bolj gor, malo bolj dol. Če boste slišali kakšno glasbico spodaj, pomeni, da to se aktivira glasba, generira glasbo samodejno moj senzor. Ta sistem, ta definicija parametrov izvira informacije, to se pravi v našem primeru BCI umestnika, in preko ponavljanja, in to je akcija umetnika oziroma tehnika, ki definira, kako se bo ponavljali ti podatki in kako se bo spreminjali podatki, to generira tako imenovano generativno umetnost. Je umetnost, ki ustvarja umetnost. Kaj pomeni umetnost, ki ustvarja umetnost? Če jaz sestavim nek algoritem, nek program, neko kodo, ta umetnost, oziroma moja umetnina je koda. Čeprav jaz ne vem, kaj se bo do konca, kaj bo ta koda sestavlja, kaj te ima eno spremenljivko, in v našem primeru je BCI. Sedaj bom pokazal tudi en drug primer, ki sem ga začel včeraj kot inštalacija, in spremenljivka oziroma vodja te inštalacije so lastovke. Sam sistem, ki ustvarja umetnost, je avtonomen. To se pravi, da jaz ga požegnem, štarta in gre naprej, samodejno. Samodejno in je odvisen od prisotnosti osebe, ki doda tisto vrednost, ki je kreativnost oziroma pasivno ali aktivno v izdelavi dokončne reprezentacije, dokončne vizualne reprezentacije. En primer, ker morda sem preveč v teoriji, primer je Hirundo, in sedaj vam pokažem live, to je v živo sedaj. To je inštalacija, ki uporablja ene grafične oblike, ki smo jih definirali, oziroma se jih definiral, je malo moja šifra v izdelavi teh generativnih oblik, in to se generira z letom lastovk. Tisto, kar vidite, se aktivira vsakič, ko lastovka gre pred senzorjem, ki gleda sedaj izven mojega okna. Seznanja seveda lastovke, ne pa galebe, ne pa druge ptice, ki letijo, ker prepozna tudi obliko, in na osnovi te oblike oziroma te prepoznaje, ta senzor aktivira bodisi vizualno kot zvok. Sedaj nisem aktiviral zvoka, ampak če bo lastovka vzletela vmes, če bo senzor prepoznal lastovko, bo Morse koda božanske komedije, ker sem pretvoril božansko komedijo v Morse kodo, in se bo tudi aktiviral zvok in bo pravzaprav lastovka prebrala božansko komedijo, ponekod recimo. To je umetniška izbira, seveda, to definira sam umetnik. Mi uporabljamo kot sistem za vir teh informacij oziroma teh podatkov brain-computer interface, tisto, kar ste že videli, sem si dal na glavo. In to je možgansko-računalniški umestnik, ki prebira določene frekvence. Te frekvence imajo določene meri te frekvence in izda določene
izid. Okay, če slišite sedaj, je Lastovka šla je prebrala eno črtico, vrstico Dantejev Božanske komedije v Morse obliki. Torej, naše frekvence, alfa, beta, teta, gamma in delta, so frekvence, ki so jih definirali razni znanstveniki in so vezane na določeno stanje. V tem primeru mi ne smemo misliti na brain-computer interface, na ta umestnik, da prepozna recimo da prepozna veselje ali prepozna žalost ali kako, ampak prepozna aktivnost, delovanje naših možganov. In vsaka frekvenca je vezana na določeno delovanje. In iz tega delovanja pa lahko potem dobimo določene informacije za stanje ali za akcijo, ki oseba oziroma uporabnik BCI-ja dela. Primeri umetniške uporabe samo recimo, da pravo umetniško raziskovanje se je začelo približno 15-20 let od tega, kadar so ti sistemi postali cenejši, zato je bil dostop do njih lažji in umetniki so lahko začeli testirati oziroma kreirati s temi umestniki. Katera je prva metoda? Najbolj enostavna metoda je to, da uporabljamo projekcijo. To se pravi, da analiziramo podatke, kakor sem povedal prej, transformacijo, da jih spremenimo ali jih delimo in sestavimo potem pa neko enostavno projekcijo. Primer je naše, oziroma drugo delo, ki sva z Rajem predstavila leto 2014, to je Mobilitas Modularis, ki pravzaprav je osnova tistega dela, kar je začetna točka uporabe BCI-jev, teh umestnikov za kreiranje performansa in umetniških in generativne umetnosti. Če grem play video, tukaj je primer, samo raznižem, kar je previsoko. Pattern, ki smo ga definirali, oziroma tiste like, ki smo jih definirali, seveda so like, je izbira umetnika oziroma Raja. Z Rajem sva definirala like, ampak potem sva definirala tudi, kaj bo aktiviral, kateri lik se bo aktiviral s tisto frekvenco. To pravzaprav že damo določene informacije našemu sistemu. To se pravi, imamo že določene izbire, tudi estetske. V tem primeru smo uporabili tudi sistem, ki se imenuje Kinect, za prepoznavanje telesa. In tudi ta je senzor, pravzaprav so podatki. To ni video, tisto, kar video projicira, ni video, ampak je reprezentacija podatkov, 3D podatkov. V tem primeru smo, kako ste videli, mislim, tu, smo uporabljali sistem, ki prepozna razne frekvence, nekatere jih ni prepoznal, jih ni snemal in zato smo jih odstranili. Zanimivo, da v letu Svinge, kadar smo imeli predstavo v Trstu in bodisi v Trstu kot v Ljubljani, v Madridu in v Barceloni, je zanimivo, da pravzaprav Raj je ponekod obrnil tisto teorijo, ki sem imel na začetku. To se pravi, da možgani so le, mislim na možgane kot mišica. To se pravi, da so samo ena aktivnost, to snema samo aktivnost in ne občutek, recimo, ne neko doživetje. In primer, ki smo ga imeli, ki smo ga posneli in sem ga imel v Trstu, v Ljubljani in v Madridu in v Barceloni, je beseda morje. Vsakeč, ko je Raj pel oziroma mislil o
na to besedo, vedno sem imel jaz probleme pri podatkih, ker so vsi podatki bili preveč visoki. In sem moral vedno filtrirati tisti trenutek, kadar on je pel besedomorje. To se pravi, da imamo določeno tudi povezavo s tistem, kar je posebno doživetje uporabnika teh sistemov. In naše raziskovanje, umetniško raziskovanje, gre prav v to smer. In to je zanimivo, kajti imamo določene podatke, nam dajete podatke, in ti podatki so precej definitivni, recimo za analizo alfa, beta, gamma, delta, vseh teh frekvenc, ampak iz kombinacije teh frekvenc lahko dobimo eno, morda, ne vem, nimam še odgovora, ampak iščemo tisto zavest. Morda potem zraven bova malo se usmerila v to smer tudi debate. Takrat, isto leto v New Yorku je Lisa Park, umetnica, imela to inštalacijo Eunoja. V tem primeru podatki so postali zvok. Tukaj ne dovoli. Odprem v YouTube, to bo isto. Podobno. In v tem primeru ima vir podatkov je vedno brainwave, vedno BCI, vedno možganski računalniški umestnik, ampak ni samo ali so blokirali, tu je, ampak je pretvorila tiste podatke v zvok in v vibracijo. To se pravi v sistem, ki sestavlja bodisi vizualno, ker potem se bo voda v teh loncih premikala. Zdaj bom malo naprej, tako da vidimo, kako se to potem končno vidimo. To so frekvence, ki jih generira umetnica in jih pretvori v zvok, in ta zvok se pretvori v vibracijo oziroma v reprezentacijo slikovno, v audiovizualni, ni audiovizualna, ker ni, ampak je vizualna reprezentacija teh frekvenc. Seveda uporablja en sistem, ki je podoben našemu. To je bilo istočasno. Naša predstava v Madridu je bila približno v istem času, ker je mesec prej, mislim, v tej inštalaciji v New Yorku. In zanimivost je ta, da potem vse te parametre lahko izberemo, oziroma kateri elementi se aktivirajo, pravzaprav jih aktivira umetnik oziroma umetnica. Imate vse na, ta je Eunoja 2, ni ta prvi video, ker mislim, da ima tudi Google nekaj problemov. Torej, tukaj imamo interakcijo, smo videli interakcijo z videom, to se pravi direktno z videom, interakcijo z zvokom ali z ambientom. Obstaja pa tudi možnost interakcije z arhitekturo. To se pravi, jaz s svojimi frekvencami, z mislijo, lahko spreminjam ambient oziroma arhitekturo, environment. V tem primeru je ta projekt vedno iz istega leta 2013. FIRL je skupina, Soft Pneumatic Pavilion. Zdaj vam pokažem video. V tem primeru ni več, to je vezano tudi z robotiko, ni več samo vizualna predstavitev, ampak vizualna in fizična sprememba določenih elementov. Ta je maketa, to ni definitiven projekt, to je samo pokazati, kako to deluje, ampak kdor aktivira to strukturo, so vedno naši dragi brainwaves. Brainwave spreminja obliko naše strukture. Če vidite, podoben sistem, samo da namesto imeti videoprojekcijo, imamo Arduino in imamo mikrokontrolerje, ki kontrolirajo
oziroma aktivirajo določene motore oziroma razne elemente, da aktivirajo tudi to strukturo. To je bil proces, raziskovalni proces, so ustvarili to umetniško inštalacijo. In ta je recimo tretja metoda za uporabo brainwavesov. Ne samo smo videli zvok, smo videli vizualno in tudi arhitektura. Pred kratkim pa se je začela tudi interakcija z VR-jem. VR, to je virtualna resničnost, to je, uporabljamo te headsete in smo poglobljeni v VR-ju, ne bi šel v opisu VR-ja, ker VR se ne da skoraj opisati, ampak je vedno stvar doživetja, ker kdor ni še poskusil VR-ja, svetujem, da poskusi headset za VR, tako da ima ta občutek popolne spremembe ambienta, v katerem je. In Mind of Brain je projekt, inštalacija nemške skupine Mindstop. So zmagali tudi zadnje leto v VR festivalu na VR festivalu v Franciji, kot najbolj inovativna inštalacija v VR-ju. In tu jaz sem jih intervjuval za Tržaški filmski festival in tu je video predstavitev njihova, če želite, imate tudi link za, vam bom dal tudi link za si pogledati predstavitev oziroma intervju, pogovor, po pravici je bil intervju, kjer oni povejo, kaj njihov vidik na uporabo VR-ja in VCR-ja. Razlika med tem projektom in našim projektom je, da ta je že renderiran projekt in vse tisto, kar vidite, je čeprav real time, ampak so parametri že definirani in deli teh elementov so že v 3D obliki. To se pravi, da imamo že grafično sestavljeno vse skupaj. Tisto, kar manjka, seveda, so tisti elementi, malo svetlejšem elementi, in to je analiza teh brainwavesov v real time. Tu je primer reprezentacije generativne grafike z brainwavesi. To mi ne vidimo v real time, to se pravi, če v headsetu ne vidimo tisto, kar se dogaja, ampak vidimo, kar se je dogajalo prejšnjim uporabnikom. V tem primeru vidite, so določene slike, ki se aktivirajo na osnovi tega, kako jaz sem pozoren oziroma več ali manj pozoren na določeno frekvenco, sliko ali glasbo. Kako smo začeli oziroma sva z Rajem začela analizirati proces kreiranja te inštalacije? Sprva smo morali analizirati, kako bo uporabnik uporabljal BCI. In BCI se ga lahko uporablja na 3 oziroma 4 načine. Prvi je pasiven, to se pravi, da je tisto, kar smo videli sedaj, da je vezano na umetniško izbiro materijala. To se pravi, umetnik izbere določene like in ali grafike in uporabnik se nadene senzor in ustvarja, recimo nezavedno generira te elemente. Ni ene interakcije, oziroma ni zavedne interakcije do kreiranja te audiovizualne realnosti. Druga pot je selektivna, to se pravi, da uporabnik lahko ima neko kontrolo, nadzoruje proces kreacije. To se pravi, bi lahko imeli recimo en element v VR-ju, katerega gledam,
in sem pozoren na tisti element in tisti element potem aktivira določene frekvence. In jaz vem, da če oseba bo gledala tisto figuro, tisti lik, bo aktiviral določene frekvence. Seveda, primeri je stopnja pozornosti ali sproščenja, so določeni parametri, ki jih definiramo v analizi teh podatkov, in tako lahko definiram recimo eno smer. Uporabnik lahko ima eno občutek nadzorovanja na procesu kreiranja umetniške slike. Tretja možnost je neposredna in ta je, če ste sledili prejšnjemu pogovoru, kadar je predstavila tisti proces aktivacije risanja robota, prek BCI-ja, ta je neposredna uporaba, neposredni kreativni proces. Zakaj? Ker jaz vem, kaj se bo zgodilo, če gledam eno določeno sliko. Jaz gledam tisto sliko in če gledam tisto sliko, se bo robot aktiviral z rdečo barvo ali bo narisal tisto sliko. V tistem primeru pa imamo možnost izbire. Nismo šli v to smer in to Raj bo povedal boljše kasneje, nismo šli v to smer, ker to pravzaprav je akcija-reakcija. To se pravi je push the button. Gledam en element in ta element se pokaže, se mi prikaže določena slika. To je popolna kontrola. No, v izbiri teh kreativnih procesov sva si želela, da ta izbira ni tako akcija-reakcija, ni tako definitivna. Obstaja ena četrta možnost, recimo pot, ki je skupna oziroma kolaborativno ustvarjanje. In ponekod inštalacija, ki jo bomo predstavili v Nordomu, bo neke vrste skupno ustvarjanje skupaj s performansom zraven, ima tudi med osebami, ki so v ambientu, ki bo imeli ta senzor na glavu. Seveda tudi ta skupen kolaborativen proces je vezan na pasivno ali selektivno oziroma neposredno metodo kreativnega procesa. To je metoda, kako smo integrirali BCI v VR-ju. Ne bi šel v proces VR-ja, ker VR potem je ena dodatna plat in vidim, da smo že kasni s časom in bi lahko enkrat imeli samo v VR-ju, ker tudi tisto se je zanimivo. Tisto, kar je bilo danes malo za si ogledati, je kako smo integrirali BCI v VR-ju in kako smo integrirali BCI v kreativnem procesu. Hvala za pozornost in jaz bi sedaj z Rajem kar... Ok, dobro. Raj, priklopi mikrofon. Ok. Ja, zdaj sem že vklopil. Tako, v bistvu Antonio je še par iztočnic dal, predvsem v tem, zakaj nismo šli v ta, recimo, bi lahko rekli, skoraj gaming način uporabljanja BCI-ja, zato ker v bistvu osnovni princip našega raziskovanja je tukaj je iskanje nekih sinhronosti, nekih sinhronizacij vezanih na doživljanje našega potovanja. In v bistvu na nek način ta skupinska možnost gledanja neke iste zgodbe bo na instalaciji ustvarjala kolektivni izraz. To pomeni, da tisti, ki bodo izven instalacije, bodo imeli možnost gledati v bistvu na nek način skupek grafičnih projekcij, ki bojo skupaj ustvarjali pa tudi neke možnosti, recimo, odzivnih sinhronizacij. In v bistvu prav v sinhronizaciji, glede na temo in na vsebino zgodbe,
bazira v bistvu naše raziskovanje. Naše raziskovanje funkcionira in bazira predvsem na tem, da ti dobiš refleksijo o svoji tako zvani med navednicami grafični podzavesti. Kar pomeni, da ta grafična podzavest je pa nekaj, kar je pomembno, da živi samo, da živi svojo zgodbo, da živi svoje življenje. Medtem ko princip te akcije in reakcije, kot je Antonija poimenoval, je pa princip v bistvu fokusa, ki glede na dane predpostavke potem aktivira določenega stanja in ta stanja na nek način potem delujejo sama po tvoji izbiri. Po našem projektu smo že poskusili, ker na začetku smo štartali tudi v to smer, ampak se je potem izkazalo, da ne bi imeli kaj pripovedovati v tej smeri. Tako, to je zdaj moj prvi komentar, ne? In v bistvu predvsem je pa pomembno, da na nek način smo že zelo daleč, mi praktično se zdaj intenzivno ukvarjamo 4 mesece s tem in so praktično že vsi segmenti samega projekta, od načrta do vsebine in do na nek način že izbire metode senzorjev določeni, kar moramo še z Antonijem narediti, je v bistvu na nek način še definirati sam princip prednosti, ker kot je on povedal, v tem prikazovanju našega možganskega organizma obstaja nek prednostni princip. To ne pomeni, da ko delujejo alfa valovi, so samo alfa, ko delujejo gama, so samo gama. V bistvu vsak ima neko določeno svojo frekvenčno višino, ampak obstaja pa neka pretežnost. Pretežno se giblje v fazi enega, recimo, segmenta, pretežno v drugi. In v bistvu tukaj moramo še definirati potem te limite, da bo grafični odziv postal na nek način čitljiv. Ker bistvo je tudi, da to, kar bodo dobili uporabniki domov, bo se dalo recimo v nekem grobem smislu odčitati tudi kot karakter doživljaja. V moji sliki, če vidite, je to tisto, kar je Raje povedal. To so alfa, recimo, je prva oziroma frekvenca, pa greš od določenih hercov do po vrstnem redu in niso, recimo, da ena prevladuje, sedaj je ena najvišja, prva pa zadnja, potem to niha stalno. Mi moramo iz teh podatkov definirati določene parametre, ki sem pokazal prej, in potem te parametre parametrirati. Potem ena je vezana na drugo in to generira potem končno audiovizualno obliko. V tem primeru, če vidite, to je sam software za setup, to ni nič posebno, to analizira samo valovanje in potem vidite, kako grafično tisto, kar vidimo na desni strani, grafično je v recimo vodoravni obliki. Tisto, kar lahko integriramo mi, je in sta recimo elementa, ki lahko definirate, katera je frekvenca bolj aktivna ali manj aktivna, pa sta tiste dve, če vidite, je attention pa meditation. Sedaj moja pozornost je recimo zdaj pada, niha, seveda, ker odvisno tudi, kako jaz gledam na reči, ker če jaz se koncentriram sedaj na en element, bo gotovo šla gor, pa to je malo v delayu, zato vi ne vidite real time. Sedaj jaz sem se koncentriral na mikrofon, ki ga imam pred sabo in vidite, da moja pozornost se je povišala. To je akcija, reakcija. To se pravi, da če jaz lahko dam en element in rečem, glej, če moja frekvenca oziroma pozornost preseže določeno mero, aktiviraj tisti lik. Tega nočemo. Hočemo, da lik je vedno prisoten, samo da se pokaže oziroma se prikaže na določen način, da je stalno flutuira, da stalno je prisoten, ampak se skriva, je prisoten z drugim elementom, se spoji z tretjim, se doda četrti element, zamenja barvo na osnovi teh frekvenc. Jaz bi tukaj dodal še eno stvar.
da glede na sam scenarij tega recimo videa, ki bo recimo, ko bi rekel, pokrajina, po kateri bo obiskovalec in potnik potoval, sva se tudi z Antonijem odločila, da bova uporabljali dve metodi uprizarjanja in generiranja teh impulzov. Ena bo metoda tako zvanega lifetime, to pomeni, impulzi pridejo in zginevajo, pridejo in zginevajo, recimo tako, kot se v ozadju vidi na teh elipsah. To vsaka elipsa je recimo en prostor. Mislim, da je začne prav Ljubljana, ne vem, Trst, potem Madrid in Barcelona. To je slika sekundna istega trenutka v neki določeni pesmi iz 4 mest. Tukaj smo uporabljali metodo, da impuls, ko pride, tudi zgineva. V bistvu na nek način je to live metoda. V našem projektu bi to pretežno prikazovali na začetku te poti, ko recimo potnik doživlja zgodbo izpraševanja te sfinge, recimo. Ona se sprašuje in medtem, ko se sprašuje, v bistvu se sprašuje in doživlja recimo krizo identitete zato, ker na nek način živi ta čas, ta trenutni čas in v bistvu na nek način ne uspe razpoznati svoje identitete v tem času, ki konstantno izginja. Čim pa pade v stanje podzavesti, v stanje sanj, bi pa začeli uporabljati pa aditivno metodo, to pomeni metodo dodajanja, kar pomeni, da recimo je zelo podobna tem procesu, ko bom pokazal zdaj teh 3 slik, 1 v začetnih sekundah, 2 v dodanju in 3 recimo naprej. Kar pomeni, ta aditivna metoda impulzov je pa taka, da na nek način bo generirala sliko, tako kot mi generiramo naše življenje. Spomini se dodajajo, eni izginevajo, ampak recimo pretežno po tej metodi v bistvu prepoznaš samega sebe, prepoznaš svojo identiteto in v bistvu lahko gradiš na nek način sliko, ki se bomo zdaj odločili še, jo bomo lahko ponudili tudi obiskovalcem kot grafiko, to pomeni točno določeno sekundo v določenem videu, recimo 10 minuta, ne vem, ali pa 9 minuta in 5 sekund. No, tukaj Antonijo kaže, tukaj že video v zadju. Ja, to je primer, je prav video, ki se generira, ne? To je posnetek nekih testov, ki smo jih imeli pred par tednom. Tako. In v bistvu na nek način človek lahko prepozna sebe, v tem smislu na nek način celovite zgodbe. Kar pomeni, da v istem procesu bomo tudi prav poskusili imeti obe metodi prikazovanja v bistvu naših impulzov. Kar pomeni, da nekje tudi grafika, ki jo bo obiskovalci dobili domov, bo nekje en segment, en izsek in vsi bojo dobili v isti sekundi. Video bo pa pač verjetno bomo izbrali predvsem to aditivno metodo in vsi bojo dobili isti video, oziroma video istega segmenta znotraj naše zgodbe. Kar pomeni, da samo obiskovalci bojo vedeli, kateri je njihov video, mi bomo imeli pa kodo in bomo lahko primerjali v bistvu glede na vsebino samega videa določene sinhronizacije, kot jih je prej omenil Antonijo, glede na moje petje besede mare oziroma morje, kjer so se dogajale neke sinhronizacije. Zato, da v bistvu mi bomo lahko primerjali v tem kontekstu, glede na vsebino, ki je generirala nek določen doživljaj, obstajajo neke grafične sinhronizacije. To je bo zanimivo prepoznati, če med uporabniki bo ta sinhronizacija tudi vizualno podobna. Ne? To bo tudi zanimivo, ker boš imel lahko podobno sliko, ne? Ali skoraj enako sliko. Ne? Tudi to je ta sinhronizacija, to iskanje sinhronizacije. Ja, zdaj, če se smem malo vmešati, zdaj sta že zelo načela eno temo, o kateri sem mislila ravno vprašati, ker najprej hvala obema za zelo zanimive prispevke. Namreč, kaj je cilj, ne, za uporabnika oziroma za gledalca, oziroma
veliko smo zdaj govorili o teoriji, pa o nekih obstoječih primerih, ampak za naš primer, ne, kako bomo res vključili obiskovalca, ne vem, čisto plastično. Ne? Antonijo, ti zdaj nosiš senzor, mi bomo povabili obiskovalce, da točno to tudi doživijo. Ne? Se pravi, Ja. čisto Obiskovalci- kratko, kako bo to izgledalo. Ne? Izgledalo bo tako, da bo v bistvu obiskovalec prišel v prostor instalacije, se usedel na potovalni sedež, na kateremu bo asistent naš mu dal na glavo VR očala. Mogoče daš na svojo zadnjo tisto fotografijo tvoje instalacije. Instalacije, čakaj, bom pokazal. Ja. Instalacija izgleda tako, to je v bistvu na nek način 5 trikotnih segmentov, ki funkcionirajo lahko ali kot skupaj instalacija, v katerem bojo obiskovalci noter na sedežih, kot se vidi v ozadju, ne. In na eno stranico se bojo projekcije dogajale, na vsako od 5 stranic se bojo dogajale projekcije, kot se vidi recimo tukaj v tem segmentu. Možno bo pa recimo v drugačni postavitvi pa imeti instalacijo kot neke vrste ta trikotna jadra, ki na nek način dajo intimo vsakemu posebej, to mogoče tudi v centru Nordung, recimo v tem krivem razstavnem prostoru. In na teh sedežih, ne glede na to, kako bo postavljeno, ali na en ali pa na drug način, bodo oni na headsetih gledali predposnet film v VR Tonijo, če še enkrat pokažeš, mogoče. In to njihovo doživljanje na možganih se bo pa projiciralo na to zunanje platno. In točno to, ki ga oni v živo ne bodo videli, bojo imeli možnost potem dobiti domov. In v bistvu smisel in bistvo tega je prav v bistvu na nek način soočanje z refleksijo svoje podzavesti tega doživljanja. Kar pomeni, da na nek način tukaj so glavne, tukaj bi omenil predvsem eno stvar. Pri raziskovanju na nek način neke določene doživljajske resničnosti je v končni fazi edini, ki točno ve, ali pa mogoče potem v neki refleksiji lahko prepozna, kaj se mu je dogajalo obiskovalec sam. In v bistvu na nek način je on preko naših parametrov avtor njegovo doživljanje avtor te mentalne projekcije, ampak nekje v neki določeni drugi fazi, ko se sooči obiskovalec, ki doživlja zgodbo s tem iz druge plati, iz te podzavesti, lahko pa on prepozna, samo on lahko prepozna točno, kar se mu je zares v bistvu, kaj mu je sproducirala in sprovocirala v bistvu določena umetniška stvaritev. Tako da to je eden glavnih elementov te naše. Mi bomo iskali neke sinhronizacije, obiskovalec sam bo pa iskal svoje sinhronizacije za občutki pogledanega. In to si bo lahko tudi ponavljal potem doma, glede na glasbo, ki bo zraven pač predposneta in v bistvu, ne vem, to so neke vrste skoraj neskončna raziskovanja, kjer na nek način so rezultati, niso zdaj kot nek točno jasni rezultati, ker ni to bistvo, ker resnica je živa, ne? Resnica je živa in v živi resnici se po mojem osredotočamo predvsem na smernice, kako reflektirati to, kar smo doživeli. Hvala. Jaz mislim, da bo res za uporabnika to en poseben proces in izkušnja. Ja. Zdaj bi jaz odprla debato, če ima še kdo kakšno vprašanje za Raja in Antonija. Dominik, Klara. Še kdo?
Kdaj bo prireditev in ali se je lahko udeležim, je vprašanje. Ja, v bistvu naš timing zaenkrat je tak, da bi praktično s tem, kar imamo že zdaj, določena testiranja za razumevanje same, tudi glasba je že narejena in recimo neka taka, recimo ne v instalaciji, zunanja testiranja bodo začela že zdaj v naslednjem mesecu. Sami načrti so tudi praktično zdaj se delajo že izvedbeni, kar pomeni, da na nek način instalacija je mišljena, da se bo izvajala tudi na izvajalce, ki jih bomo izbirali tam nekje do začetka jeseni, kar pomeni tam nekje septembra bi mi lahko imeli že to instalacijo postavljeno in realno tudi že do takrat v bistvu bodo vsi parametri, ki so še zdaj trenutno nejasni v raziskovanju določeni, kar pomeni, da nekje mi planiramo, da tam nekje za začetkom šolskega leta, recimo konec septembra, oktober, tam bo ta instalacija aktivna že v centru Nordung. Do takrat bo pa možni neki datumi, kjer se bodo določeni posamezniki, ali slučajno, ki se bodo najti tam, ko bomo mi to testirali, ali pa s katerimi se bomo lahko zmenili, mogoče v nekih poizkusih in poizkusnih probah, ki recimo že soočili s tem našim delom. Kasneje, kar se pa performansa tiče, performance pa ni, razlika je tudi v tem, da mi smo sintetizirali zgodbo za instalacijo na približno 11 minut, medtem ko performance sam, ki se bo zgodil tudi v neki obletnici Nordungovega rojstva, se bo pa zgodil verjetno tam nekje začetek decembra. In ta bo v bistvu na nek način zaključna neke vrste apoteoza vsega tega enoletnega dela in na nek način si želimo, da takrat bo tudi stanje odprto za obiskovalce, da se bo v bistvu ta pandemija nekje toliko razredčila, da bo možno to potem tudi cel performance si ogledati. Sama instalacija bo pa tudi sestavna scenografija, sestavni del scenografije performansa. Performance sam pa traja približno 1 uro. To pomeni zgodba celotnega tega spevnega, glasbenega dela je približno 1 uro. Kar pomeni, da bojo ti ljudje lahko doživeli res pravi performance na koncu. To je zdaj nek osnovni timing in tako mislim, da bo to tudi tako se uresničilo. Bomo vse sproti obveščali za zainteresirano publiko. Ok, še Svetlana se je vmes nekaj vključila. Ne vem, sem zdaj je spet zginila, tako da ne vem. Še imata vidva kakšno zaključno besedo mogoče? Raj in Antonijo. Ja. Predvsem bi tukaj omenil, ker se je že omenila Svetlano, da Svetlana je tukaj kot režiserka in producentka tega našega projekta v bistvu tista, ki bo predvsem pomembna pri sami postavitvi samega performansa in režiji tega performansa in pri izgradnji vseh teh videov, predvsem za to zgodbo, ki se bo predvajala na headsetu. In to pomeni, da bo aktivni član, ustvarjalni član ekipe prav v tem video segmentu. Svetlana, če imaš možnost se vklopiti, te prosim za kratek komentar. Ti si tam na morju in ta beseda mare se tebi že prižiga. Evo, morje. Jaz se javljam iz morja za enega snemanja, tako da se oproščam, če bo malo glasno, gre avto tle mimo, končujemo ravno neko snemanje. Zelo sem vesela, da je ta projekt podprt strani ministrstva in da ga bomo lahko izvedli in prav tako se zahvaljujem Nordungu, da ste centru Nordung, da ste nam prišli nasproti in da lahko skupaj gradimo to zgodbo. Sigurna sem, da bojo obiskovalci, ki bodo doživeli to naše potovanje, dejansko del potovanja, ki ga nikoli ne bodo pozabili. Kajti lahko garantiram, da Rajkotova zvočno in slikovna zgodba, ki jo gradi že, to ni zgrajenje samo zdaj, ampak on jo gradi že celo življenje,
vas bo napolnila in vam sigurno pustila vtis in vam bo dala nekaj, kaj vam bo doprineslo, vsej delček izpopolnilo k neki novi viziji ali pa rečemo nekemu novemu potovanju v vašem življenju, da bo vse en delček, tudi Rajko, Nordung in mi upam, da pripomogli k temu vašemu potovanju, ampak ja, se pa živo javljam iz hrvaškega Primorja, tako da ljudje so zadaj za mano. Tako, tle je naš snemalec, Jean-Pierre iz Francije. Jean-Pierre, do you want to say something to the Slovenian public? Yes, welcome in Croatia. And they're in Slovenia. You are in Slovenia. Yeah. Well, but I am in Croatia. I'm sorry. Yeah. So welcome in Croatia because you are in live with Croatia. So have a nice life and the project will be. And the project will be beautiful and wonderful. Evo Marše Pomorja, tako da upam. No, hvala reklame. To pomeni, Tako da vse lepo, vse dobro. Tukaj bi prav omenil to, da v bistvu namen našega projekta je tudi ta, da potem za posameznimi segmenti, recimo, kot ste videli, ta sinaptična jadra, kot jih imenujemo, lahko potujemo in ta projekt peljemo tudi recimo v druge prostore. Lahko samo kot delček, lahko v šole, v druge recimo domove ali pa galerije. In jaz upam, da tudi sam performance bo šel na kakšno določeno prizorišče, kjer se uporablja recimo umetnostna tehnologija ali pa prizoritveno prizorišče kakšnega festivala. In na nek način si želim, da ta mednarodni insert, ki se je zdaj zgodil, se bo tudi zgodil našemu projektu v prihodnje. Tako, jaz mislim, da vsi verjamemo v projekt, v izvedbo in tudi v mednarodno komponento le-tega. Tako da energije je dovolj. Če ni dodatnih vprašanj, bi se vsem zahvalila za vaše sodelovanje, posluh oziroma tudi Raju in Antoniju za vsebinske prispevke, Svetlani za javljanje iz res prelepe sosede Hrvaške. Vsi smo seveda željni te podobne atmosfere. Pa lep večer še naprej, seveda pa vsi vabljeni, da nas spremljate in takoj, ko bomo pripravili instalacijo tako daleč, da lahko pridete poskusiti, seveda vabljeni. V redu. Hvala vsem. Hvala vsem, lepo pozdrav. Pozdrav. Hvala, lahko noč. Hvala, adijo. Vidijo. Lahko noč vsem. Ja.